20 metrov dolge in 108 cm široke steze se počasi polnijo s kroglami. Mladi igralci morajo imeti za dober nastop tudi prave čevlje. Če bi imel, na primer, navadne čevlje, bi te zaustavilo, ne bi te v bistvu zaštopalo in ne bi mogel izpeljati slajda in tudi ne bi mogel pravilno spustiti kugle. Krogle so različne, tehtajo od okoli 2 do malce več kot 7 kg. Vsak igralec ima svojo, ki jo pred vsakim metom skrbno očisti. Če je žoga mastna, žoga ne zavije. Tako v našem jeziku rečemo, ne pride do žepa oziroma do poketa. In če žoga ne pride do poketa, potem je manj šanse za strajk. Bowling je včasih, jaz pravim, zelo podoben šahu. Treba je zelo razmišljati, imeti visoko koncentracijo pred metom, znati se postaviti na stezo. Skratka, to je tisto, kar potem bowling dela še mnogo bolj zanimivega in, bom rekla, tudi strastnega na nek način. Mirnost tekmovalcev odloča o zmagi. Računalnik napak ne dopušča in skrbno beleži vsak podrt kegelj. Za zmago tima pa je odločilna tudi taktika. Ko smo sestavili, najprej je bil Andraž, ker se mi zdi, da ima najtežjo kuglo in največ šanse za strajk. Če je on recimo zadel strajk, potem se bosta tudi druga dva bosta zadela tudi ona dva, čim več. Po 3 urah igre je med 25 ekipami zmagala ekipa učencev osnovne šole Antona Globočnika iz Postojne. Ostalim pa tolažilne nagrade.